Čas ni samo nekaj, kar ura odšteva, ampak je energija. In v letu 2026, v letu enke, bo čas postal bolj linearen, hitrejši, bolj oster. In mnogi ljudje bodo imeli občutek, da jih čas prehiteva, ali pa glih kontra, da se jim vleče. In ko človek pade iz ritma, ne more zaključiti manifestacije. Ne more zaključiti svojega cilja in ne more držati fokusa. Zato moraš obvladati resetiranje časa. Dokler ti ne obvladaš svojega časa, ga bo obvladal tvoj čas, svet okoli tebe. To, kar ti bom zdaj povedal, je ekskluzivna vsebina iz prihajajoče elitne šole za 2026, s katero pričenjamo 1. februarja. To je tečaj, v katerem ti pomagam po meri postaviti energijo za leto 2026, manifestacijo v tem letu in odločitve za leto 2026. In če te zanima več informacij o elitni šoli, si jo poglej na pripeti povezavi. Zdaj pa greva na učenje, resetiranje časa. Reset časa ima 3 korake. Najprej rabiš narediti mentalni reset, nato rabiš narediti organizacijski reset in nato rabiš narediti energijski reset. In vse 3 ravni moraš izvesti pravilno, da se tvoje življenje vrne v tvoj naravni časovni tok. Pa greva. Prva točka, mentalni reset, pomeni, da rabiš prekiniti časovno padanje. Ko začne čas bežati ali pa se vleči, to ni problem časa, ampak je problem tvojega uma. Začne delovati kot razpršen procesor, zaradi tega, ker ima preveč odprtih misli, preveč paralelnih nalog, preveč čustvene navlake, preveč odprtih energijskih oken. In ko je preveč oken v tebi odprtih, zgubi občutek za hitrost časa. Zato moraš narediti nekaj brutalno preprostega. Postaviš mentalno triado. Sprejmeš odločitev, zapreš energijo in se fokusiraš. Kaj pomeni odločitev? Odločitev je, da se vprašaš, kaj danes dejansko šteje. Ne teoretično, ne filozofsko, ampak kaj objektivno zahteva moj čas. V trenutku, ko to ločiš, se začne tvoj čas stabilizirati. Potem rabiš zapreti energijo. Zapri vse mentalno odprte zanke, prekinjena opravila, nedokončane misli, drobne obveznosti. Zapiš si jih, končaj jih, sam daj jih na list papirja, zaradi tega, ker jih ne bo več držal in bo čas se avtomatsko umiril. In v 3. koraku rabiš fokusirati energijo. Izber eno stvar, ki jo boš zaključila. Ne 10 stvari, eno. Ko ve, kam gre, čas temu avtomatsko sledi. In to je mentalna triada, in ko jo enkrat urediš, se občutek hitrosti časa poravna takoj. Tako da drž energijo na tak način. Potem imamo pa drugi korak, organizacijski reset, ko moraš pa ti sebe poravnati z realnim časom. Ljudje ne padejo iz časa zato, ker nimajo časa, ampak zato, ker ga napačno razporedijo. In ustvarjajo se časovne luknje takrat, ko delaš preveč majhnih nalog v življenju, ko prehitevaš samega sebe ali pa samo sebe, ko preskakuješ korake, ne zaključuješ ciklov. In za organizacijski reset uporabiš metodo, ki se imenuje cikel, tempo, meja. Kaj pomeni cikel? Naloga je razpored v cikle v svojem življenju, ne v sezname. Zaradi tega, ker cikel ima začetek, sredino in konc. In ko delaš v ciklih, se čas avtomatsko stabilizira, zaradi tega, ker tvoj dobi občutek zaključevanja. Potem imamo tempo. Ne smeš delati v hitrosti, ki je hitrejša od tvojega živčnega sistema. Ko je tempo previsok, čas beži. Ko je tempo prepočasen, se čas vleče. Zato najdi svoj ritem, ki ga tvoje telo zmore držati brez izgube pozornosti. Če izgubljaš pozornost, je tempo prehiter. In potem imaš 3. del, je pa meja. Postav trdno mejo. To končam danes. Čas se stabilizira tam, kjer ti obstajaš brez meja. In brez meja ni ritma in brez ritma ni časa. Tudi organizacijski reset uskladi človeka z realnim časom, ne z njegovim občutkom časa. In to je ključna razlika. Potem nam postane zdaj 3. del, je pa energijski reset časa, kako zdaj ti preklopiš v naravni ritem, ki ga zagotavlja Gaja, planet Zemlja, kolektiv. Ampak o tem več bomo pa na tečaju. Tako da, če si želiš preboja v letu 2026 in stopiti na pot močnih odločitev,
manifestacije in želiš narediti to leto tvoje leto, potem je elitna šola za 2026 tisto, kar iščeš. Poglej si na povezavi ob tem videu več informacij, poglej si možnost prijave, kdaj poteka, kako poteka in če te kliče, se prijav. In se vidiva, ko se vidiva. Čau.